Podaca, mala obmorska vas na koncu Makarske rivijere. Zdaj pa gremo na trekking, all the way up do tiste cerkve tam gor, na vrh hriba. Let's go! Evo, smo že blizu. Pot pa kar strma, ampak je ok. Zanimivo in lepi razgledi. Evo, to pa je zdaj staro selo Podaca. Prišli smo na vrh, zdaj pa da vidimo. To je taki lepi mali trg, zdaj še bomo malo sprehodili. Zdaj je starodavna trdnjava, sicer pa je vas iz 11. stoletja, ki postavili hiše tako visoko, zelo lep razgled na Podaco, Pelješac, zadnji otok, tako da, ja, that's basically it. Zdaj smo pa na poti proti Mostaru, ampak to pa je zanimivo tukaj. Namakalni sistem, reke Neretve, rodovitna polja, crazy. Evo, to pa je most Pelješac. Pa začnemo z največjo znamenitostjo, to je most. Lepo, beautiful. Gremo pogledati dalje. Ulice, dosti turistov in ful zanimivo se sprehajati po Mostarju. Da še malo predstavim lokacijo, kjer se nahajamo v Mostarju, ker tega še pa res nisem znal. Zdaj, kaj vidite za mano, to je kuhna, tu je šotar, tu je Marija, evo ga, se vidi. To pa je reka, to pomeni, da smo zraven reke, kanuji, super, fantastično, šotor pa veliki. Slušaj, Floki, Floki, reš preveriti, kaj se dogaja s šotora. Evo, to pa je šotor. In kaj se dogaja s šotora? Nema. Tekma se gleda, Maribor, šampion, koliko je rezultat? Okay. Nič. In celo klima, kdo bi si mislil. Zraven tega pa so se zelo lepe hiške na drevesu, tako da zelo dobro.
Najboljši del te lokacije tukaj pa je nedvomno ta reka Bunica in pa kajak. Ne? Vsako jutro se lahko z njim odpraviš na kavo v bližnja gostilna, 1 kilometer veslanja, 20-25 minut veslanja, priješ tja, kavo spiješ in wow, tako mirno, umirjeno vse. Čudovito, kaj naj rečem. Sicer pa polno ptičev različnih, spet je fenomenalno. Račke plavajo. Taka mirna reka. Ko veslaš v eno ali pa v drugo smer, brez problema, gledam tako počasi. V bistvu je pa tako pot bolj pomembna, kot pa karkoli drugega. Ja, po 20 minutah prispel do gostilne, zdaj pa moram še samo čovn nekje zvezati. Kanu je parkiran, prišel do gostilne, da pa gremo na en kafe, če je to odprta. Ja, nažalost ni odprta, ampak gostilna zgleda kar ok, bomo pa šli potem popoldan. Še enkrat preveri zgleda, da sem prehiter, da nekako pa še ob 9 ne dela. Pa smo šli lepa na pijača, s kanujem, zadaj sta Marija, David in Ploki. Evo. Reka ful mirna, lepa, fantastična, super narava, super kamp, vse super. Tukaj se nahaja Blagaj Tekija. Zelo zanimiv kulturno-zgodovinski spomenik, ampak če to vidiš tukaj, kaj se pa nad njo nahaja, to scena, to pa je nora. To pa je nora, ampak tega video ne bom mogel prikazati. Vsem preprosto, da vidiš, kakšna skala je ta. Ampak pod to skalo pa je izvir reke Bune. Evo, to je to. Gre za hišo iz 15. stoletja. Derviši so jo postavili. Verjetno interesantno. Kdo so bili derviši oziroma... Derviši so se prvi srečal v Konji v Turčiji. Derviši od ples, ko se vrtijo, to mora biti. Pomeni, Tekijo so zgradili derviši v 15. stoletja. Ampak ta skala navzgor, to pa je nora. To pa tako visoko, da kar veselje. Vse pa bomo videli tam izvor reke Bune. No, to pa je predpasnik. Pač ne smemo kazati kolen, moramo spoštovati njihovo tradicijo, religio, da to je to začeti. Glavnem zanimiva. Torej derviši so živeli tukaj, bili zelo religiozni, gradili čudovita hiša, tik ob izviru reke Bune. Če še gremo pogledati vse to skupaj iz druge perspektive, iz druge strani izvira, ker tam je baje še lepši pogled.
Tukaj pa še kamp iz vodne perspektive, pomeni 2 hiši na drevesu in pa 2 šotora, tako da krasno. Evo, še malo pa bomo v Sarajevo prišli. To je Sarajevo. That's it. Zdaj pa moramo iti ven z avtoceste. Ampak preden gremo na Baš Čaršijo, se moramo zavedati tudi morebitnih nevarnosti. In tukaj je ena izmed njih. Pač pa lepa, ne? Za konec pa še nekaj utrinkov iz Sarajeva. Baš Čaršija. Zelo zanimiva. Prej je bila čajčinica, tukaj pa je čevabžinica. Hođić, 2. Kje je Hođić, ena pa ne vem. Pa je buregžinica. Buregžinica, to pa verjetno imajo burek. Okay. Tako da vemo. Tukaj pa je tucana kahva. Ne kava, ampak kahva. Šehar in tukaj sem namenjen. Evo ga. So 12, ok, to imamo sebe. Gremo na blagajno. Okay. Sad bio ovdje, kapa Sarajevo. Number 1 kapa Sarajevo. Šeher kapa Sarajevo. Što to znači tucana kava? To znači da je istusana na ovakvom dibeku. Prilikom ovakve obrade ostaje više ukusa arome nego kad se melje. Vrhunska kapa, unikatna kapa Sarajeva. Pravi se u džezu, kao u svaka druga mljevena. S tim da znači ukusnija od drugih mljevenih kapa. Hvala. Hvala, hvala. Tukaj pa je most, na katerem je bil narejen atentat Franca Ferdinanda in to je bilo leta 2014. Po mnenju mnogih je bil to takrat povod za Prvo svetovno vojno, ampak mnenja so deljena. V glavnem tukaj smo in tukaj je bil izvršen na njega atentat. Tukaj pa še avto iz istih časov, ne vemo, če je isti, verjetno ni, ampak dobro, neka replika, nekaj podobnega.